Dr. Lumir Andrej Hanuš je eden največjih raziskovalcev konoplje v svetu. Je sodeloval v timu oziroma je izoliral prvi endokanabinoid anandamid in je verjetno najbolj poučen o tekočih znanstvenih dognanjih na tem področju. Zato, Lumir, prosim. Gospe in gospodje, najlepša hvala za vaše vabilo. Sem z Češko-Slovaške. Prvotno gledano učim na oddelku za farmakologijo v Olomoucu in 20 let sem pa sočasno raziskoval konopljo. Po 20 letih me je profesor Mešulem z Židovske univerze vabil, naj pridem delati k njemu, vendar pa 1 leto ni bilo dovolj. Ampak bivanje je bilo tako uspešno, da sem ostal še nekoliko dlje, tako da bomo naslednji teden praznovali že 25. obletnico mojih raziskav v Izraelu. Ne bi želel posvečati preveč časa zgodovini, ampak verjetno najzgodovejše arheološko odkritje, ki zadeva okolje, je staro okoli 25.000 let. Bilo je najdeno v Južni Moraviji, ko so češki in ameriški arheologi odkrili, da so starodavna ljudstva imela mreža in košare narejene iz vlaken konoplje. Na Kitajskem imamo, oziroma smo odkrili stvari v grobnicah, šlo je za izdelke iz konoplje. To je dokazalo, da je ta rastlina res zelo starodavna in zelo koristna. In uporabljala se je na tisoče let kot zdravilo in rad bi omenil le zdravnika ameriške kraljice, ki je že leta 1859 objavil, da meni, da ni bolj koristnega zdravila kot je konoplja. In to je ponovil potem še v pomembnem, torej v enem od revij Lancet je bilo to pravzaprav veliko let kasneje ponovljeno, da gre skratka za zelo uporabno zdravilo. Kar zadeva raziskave konoplje, te so bile dolgo časa utišene. Leta 1950 pa je profesor Krejči s profesorjem Kabelikom, profesor Krejčik ima očala, jaz sem ta zadaj z brki, takrat sem že 1 leto tam delal na fakulteti. Torej, profesor Kabarik je bil takrat vodja oddelka za epidemiologijo in profesorja Mešuloma je prisilil, da preučuje metabolizme višjih rastlin in ugotovil je, da je konoplja čudovita protibiotična rastlina, ki deluje na gram pozitivnih mikroorganizmih, vključno z nekaterimi patogeni. Nažalost, ko vidim ti 2 rastlini, prav gotovo veste, da ima konoplja moško in žensko rastlino. Na levi je ženski cvet, na moški pa moški cvet. In moške rastline so zelo visoke, lahko jih gotovite do 4,5 metrov približno v Evropi, so zelo koristne za vlakna, medtem ko so ženske rastline oziroma ženski cvetovi v obliki teh kapljic, kot vidite na sliki, in v tej smoli so potem kanabinoidne spojine. Skratka, te raziskave so bile uspešne. Preučili smo jih na številnih klinikah in že leta 1944 je na fakulteti za medicino v Olomoucu potekala prva konferenca o konoplji kot zdravilu. Tako vidite, da so bili to pionirji, potem smo s tem sprožili znova rabo
konoplje kot zdravilo in od leta 1070 do 90 sem deloval v Olomoucu in ves čas sem pripravljal izvlečke konoplje za lekarno v bolnišnici in ti izvlečki so se potem uporabljali za zdravljenje. Seveda takrat nismo imeli toliko znanja, kot ga imamo danes, vendar pa je bilo vse zelo učinkovito za herpes simplex, herpes zoster, zelo dobro je zdravila tudi preležanine, torej za tiste bolnike, ki so veliko časa v posteli. Torej zelo koristno zdravilo je bilo, ki se je uporabljalo tudi za druge učinke, za druge simptome, ampak to je le nekaj primerov. Kar zadeva konopljo, je bilo zelo pomembno vedeti, kakšno je aktivno načelo, kajti niso uporabljala zdravstvene namene in tudi ne industrijsko, ampak se uporablja predvsem kot reakcijska zdravila. V 40 letih je Američan Roger Adams predstavil strukturo kanabinoidov, vendar pa ni vedel, kje je dvojna vez točno v tej strukturi. V leta 1964 pa so na Weizmannu novemu inštitutu profesorja Gaoni in Mešula izolirala THC in določila strukturo. Mislim, da je bila struktura potem objavljena v Journal of American Society, vendar pa bi vas rad opomnil na neznanega profesorja Františka Šantavija, ki pa je opredelil strukturo THC tako kot profesor Mešulam, pa ne le to, temveč je tudi postavil celotno konfiguracijo, ki je bila povsem pravilna. In gre za to absolutno konfiguracijo, ki jo je že leta 1963 poslal v objavo, potem pa je bila ta informacija objavljena sočasno kot delo profesorja Gaulija in Mešulama. Zakaj je to neznano? Zato, ker je bila ta struktura objavljena v angleščini sicer, ampak v lokalni reviji. Torej, kot vidite, je šlo za veliko tradicijo na češko-slovaškem, torej delovanje na tem področju. Profesor Krejči, ko je ugotovil ta antibiotični princip, je želel vedeti, kakšne so spojine. S profesorjem Šantavijem sta izolirala in opredelila strukturo kanabidiolske kisline, ki je spojina, ki deluje proti tem gram pozitivnim mikroorganizmom in patogenom. Torej je znanost napredovala in danes poznamo 141 spojin, ki se jim reče kanabinoidne spojine, in 1068 spojin, ki so tudi druge spojine prisotne v konoplji. Ni le pomembno, kakšna je koncentracija THC in CBD, temveč je tudi zelo pomembno, če želimo doseči napredek pri zdravljenju s konopljo, da vemo, kakšna je celovita sestava. Če imamo še naprej datoteke in kartoteke bolnika, zgodovine zdravljenja, njegove družine, da vemo, kakšno vrsto konoplja je uporabljal za zdravljenje. Skratka, da imamo čim boljšo analizo. Torej, če začnemo s tem danes, bomo po mojem mnenju čez kakšnih 10 let lahko vedeli že zelo veliko o konoplji in vedeli bomo, ko bomo imeli pred sabo pacienta, kaj točno uporabiti, kajti danes še to znanje in dognanje niso na taki ravni. Tukaj vidite te kanabinoidne spojine, nekatere so tipične, najpomembnejša je kanabidiol in tetrahidrokanabinol in kanabinol, te so najpomembnejše, vendar pa morate vedeti, da te spojine niso v rastlini sami. V tej rastlini so
v rastlini so kot kisline, kot prekurzori. Torej imate tetrahidrokanabinolno kislino, kanabinolno kislino, in vse te izhajajo iz kanabigerolske kisline. Ta je prva, ki jo rastlina sintetizira in potem gre razvoj v dve smeri. Ena se razvije v kanabidiolsko kislino, druga pa v THC kislino. Med njima pa ni nobene povezave. To sem ugotovil že leta 1974, ko sem gojil te rastline. To so bili čudoviti časi, kot veste. Sam sem gojil rastline na 2 krajih na Češko-Slovaškem in bilo je brez ograje, nikoli mi ni izginil niti en sam list, kajti bilo je vse skupaj zelo varno, tudi če sem gojil vrsto, ki je imela veliko vsebnost THC. Danes je vse to veliko težavneje. Takrat ni bilo težav. Seveda so obstajali rekreativni uporabniki, čeprav na Češko-Slovaškem verjetno ne tiste čase, kajti bilo je običajno, da se je konopljo gojilo za vlakna, za hrano in gojilo se jo je zaradi zdravih semen, kajti semena se tudi uporabljajo za zdravljenje. Na konferenci iz leta 1954 so z semeni zdravili tuberkulozo pri otrocih in to zelo uspešno. In vsi ti članki, če jih ugooglate, Konopija koleg in konference, boste vse te članke lahko našli celo v angleščini in tudi lepe slikice so pripete z otroci, z njihovimi pljučami pred zdravljenjem in po zdravljenju z semeni konoplje. Tako da to je bilo zelo zdravo in tudi koristno. Če tole želimo uporabljati kanabinoide za zdravljenje, kajti ne vemo dovolj o kislinah, tudi te so zelo koristne, kot sem jo omenil, kanabidiolska kislina, ampak tega znanja nimamo. Vemo pa, da za določena zdravlja so zelo pomembni nevtrokanabinoidi. Torej, če konopljo žanjete in posušite ni dovolj, morate je dekarboksilirati. Le takrat potem dobite te spojine, ki so tako zelo pomembne za zdravljenje. Včasih ljudje tega ne vedo in ko nekdo goji konopljo za svojo rabo, kajti vem, da legalno to ni mogoče, ampak prepričan sem, da tudi v Sloveniji določeni ljudje konopljo gojijo in uporabljajo za zdravljenje, ampak včasih morda niso pri tem uspešni, ker ne vedo, da jo morajo tudi dekarboksilirati z gretjem. To pomeni, da v takem primeru potem ta konoplja ni učinkovita in včasih ni učinkovita tudi zato, ker niso uporabljali in uporabili pravilne vrste konoplje. Endokanabinoidni sistem, čim je bil odkrit? Čim so bile odkrite aktivne snovi THC, so znanstveniki želeli vedeti, zakaj deluje THC v telesu in zakaj uporabnik konoplje se vede tako, kot se po uporabi konoplje. Zakaj konoplja tako vpliva na njegovo telo? In hoteli so vedeti, zakaj tudi vpliva na določene bolezni. Endokanabinoidni sistem, kot vemo danes, vključuje 2 receptorja, že več govornikov je to omenjalo, CB1, ki smo prej govorili, osrednji kanabinoidni receptor, CB2 pa je bil prej pomenovan kot periferni kanabinoidni receptor. Sedaj pa imamo CB1, CB2, prav tako jih pomenujemo, in imamo še druge receptorje, ki so zelo pomembni, FAAH in MAGL. Torej, vse to sestavlja endokanabinoidni sistem, ki je tako izjemno pomemben sistem v našem telesu. Kar zadeva kanabinoidne receptorje, tukaj vidite strukturo, vidite, da CB1 je prikazan z rumeno in ta receptorja sta si zelo podobna, le da so CB2 receptorji nekoliko krajši. Kanabinoidni receptorji, to je morda prikazano še na drugi prosojnici. Tako, osrednji kanabinoidni receptorji. Če pogledate, kje se nahajajo, vidite, da so v določenih regijah možganov in če si pogledate, na katere
regije vpliva, vidite, da to zelo dobro pojasni, zakaj konoplja vpliva na naše telo tako, kot vpliva. Kajti tiste funkcije, ki so povezane z določenimi režnji, z določenimi deli možganov, so točno tiste regije, kjer se nahajajo ti receptorji. Tam so velike koncentracije receptorjev CB1. To je bila prva razlaga. Kasneje pa so bili odkriti še receptorji CB2 in če jih primerjamo med sabo, vidite, da so receptorji CB1 predvsem prisotni v možganih in v reproduktivnem sistemu, receptorji CB2 pa v nekaterih drugih organih in tako naprej. Ko si pogledamo, samo toliko, da si boste lažje predstavljali, vidite, da so receptorji CB2 v veliko manjših koncentracijah. Prvi CB1 je v malih možganih, CB2 pa bolj v pljučih in tako, oziroma v otočkih Langerhansa, in zato si lahko predstavljate, zakaj to deluje dobro pri diabetesu. Čim so odkrili THC in kanabinoidne receptorje, takrat se je na Češko-Slovaškem končal socializem. Novembra je profesor Mešulam, torej januarja me je 89 me je povabil, par mesecev zatem sem bil že v Jeruzalemu in mislil sem, da bom pač raziskoval konopljo kot že 20 let. Pa je rekel, ne. Povabil je tudi doktorja Devena, ki je bil strokovnjak za molekularno farmakologijo in on je odkril kanabinoidne receptorje. Torej rekel nam je, želim, da se daj iz možganov izolirate tisto spojino, ki se veže na kanabinoidne receptorje. Lahko si predstavljate, da sem bil pod hudim stresom zaradi tega. Rekel sem, kako naj jaz to storim, kaj pa jaz vem o možganih. Možganih je toliko spojin, kako bomo sedaj to našli. Takrat pa nisem vedel, da je bila spojina, ki smo jo izolirali v ničelnih koncentracijah, ko smo jo vaporizirali, je bila pravzaprav epruveta prazna, ampak v resnici smo jo ujeli. Tako da verjetno je šlo tukaj tudi za srečo. 1 leto sva delala in po letu dni je profesor Mešulam rekel, ne, gledajte, zato je šlo veliko denarja, 2 sta, ki delate na tem, verjetno ne bosta uspela. Ne, pa sva ga prepričevala, ne, vidiva, da tukaj se vrednosti dvigujejo, rada bi nadaljevala. Na koncu sva ga prisilila, da je še poskušal z nama in po nadaljnjem pol leta smo uspeli. Torej vse skupaj je trajalo 1,5 leta. Začeli smo z možgani podgan, kar je bilo zelo drago. Potem smo ugotovili, da je nam v Izraelu mogoče zelo poceni najti in kupiti možgane prašičev. Ko smo redno kupovali možgane prašičev, se je cena teh možgan pravzaprav zelo dvigovala in mislim, da je potem bil to najdražji izdelek pravzaprav v klavnici ob koncu našega delovanja. No, tukaj vidite na desni doktorja Williama Devena, ki je odkril receptorje CB1. To je storil na Univerzi St. Louis. Po letu in pol sva ugotovila, da bo ta struktura zelo zapletena in ugotovila pa so v končni fazi, da je bila zelo preprosta. Več skupin je delalo na tej identifikaciji, na prepoznavanju. Pa so rekli, gledajte, kako je to preprosta struktura. Ja, seveda je, ampak zakaj potem niste ugotovili vi? Mi smo mislili, da bo šlo za nek peptid ali kaj podobnega. V resnici pa je ta struktura izjemno preprosta. Poimenovali smo jo anandamid. Ananda pomeni v sanskrtu blaženost, dobro počutje. Najprej smo jo želeli poimenovati anandadin, pa je rekel profesor Mešulam, ne, kajti gre za amid, torej dajmo še dodati kemični delček temu imenu. Zato smo torej poimenovali kot anandamid. Dejavnost tega je na 40 nanometrih, tam, kjer je tudi
delovanje THC. Torej, zelo dobro posnema delovanje THC. Torej, vemo, da je to endogeni neurotransmiter kanabinoidov, veliko vemo o tem slu in vemo, da se sintetizira po potrebi, ni prisoten ves čas v telesu. Kadar pride do neravnovesja v telesu, potem telo sintetizira anandamid zato, da potem znova vrne telo v stopnjo, ki je potrebno za celotno celovito zdravje. Včasih telo nažalost ni dovolj močno, da bi se znova dokopalo do tega ravnovesja in takrat lahko za zdravljenje uporabimo konopljo. Torej, šlo je res za veliko presenečenje, da smo z višjih rastlin in iz možganov ugotovili dve spojini, ki sta zelo različni, pa se vežeta na isti receptor ob istem delovanju. To smo res imeli izjemno srečo in odtlej, kot vam bom pokazal na koncu, odtlej je prišlo do eksplozije objav in pravzaprav je to bil pravi začetek medicinske rabe konoplje, ki se je potem začel širiti po svetu. Kako se skupaj deluje? Mislim, da to že poznate. Deluje kot ključavnica in ključ. Torej, anandamid ali pa THC sta ključ in ko vstopita v receptor CB1 ali CB2, ki je ključavnica, se to poklopi in s tem se sproži celotno delovanje, ki ga poznamo. In pri tem ni velikih razlik med anandamidom in THC. Seveda obstaja veliko drugih ključev, ki jih še ne poznamo. Doslej smo na Hebrew University opredelili 5 anandamidov, 2 so jih našli Američani. Jaz sem našel še nekaj, kar je boljše kot anandamid, vendar pa, ker je bil anandamid prvi, vsi delajo z njim. Isto velja za THC, vsi delajo z 2AG, ker je šlo za nekaj drugega. To je bil amid, tam pa tisto ne. Torej, gre za dve spojini, ki sta bili za preučevanje izjemno pomembni in se še danes preučujeta. Ostalih endokanabinoidov se ne preučuje toliko, vendar pa mislim, da bo tudi še zanje nastopil čas. Kar zadeva kanabidiol, vemo, da se ne veže na kanabinoidne receptorje, torej ta mehanizem še ni povsem jasen, kot bi bilo treba, vendar pa vemo, da gre za izjemno pomembno spojino. Hotel sem že prej omeniti, da sem gojil južnoafriško vrsto konoplje. Leta 1974 smo objavili in smo ugotovili, da tam ni kanabidiola v južnoafriški vrsti. Kasneje pa so isto ugotovili tudi v Franciji, kajti iz laboratorija Združenih narodov so na več krajev po svetu poslali južnoafriško vrsto, zato da bi jo gojili in primerjali, vendar pa je pravzaprav vsaka znanstvena skupina s tem vzorcem počela, kar je hotela, tako da do dejanske primerjave ni prišlo. Ampak v Franciji so ugotovili, da v njej ni kanabidiola in kasneje v 80-ih letih je bil objavljen članek, ki je omenil, da je v Južni Afriki več psihoz kot v drugih državah. In potem so to preučili in ugotovili, da je tam ogromno držav, oziroma da tam ni kanabidiola, kajti kanabidiol je antipsihotična spojina in zdravilo. Torej, pri rekreativnih uporabnikih konoplje je to tveganje, namreč lahko pride tudi do psihoze. Tukaj vidite zdaj to, kaj smo ugotovili v laboratoriju v Jeruzalemu. Ti dve modri pa so odkrili v ZDA. Fiziološki sistemi in stanja, na katere vplivajo endokanabinoidi. No, ne bom se sedaj spuščal v to, niti ne bom bral, kajti so že prejšnji govorci veliko povedali o tem. Kot lahko vidite, ta sistem vpliva pravzaprav na skoraj da vse v našem telesu. Kot sem že omenil, profesor Mešula mi je rekel, da pravzaprav ni fiziološkega sistema, ki je bil preučen, v katerem
endokanabinoidi ne bi imeli vsaj določene vloge. Zelo pomembno je vedeti, da je bilo precejšnje presenečenje, da je konoplja kot neke vrste zdravila za vse, panacej, torej da lahko zdravi toliko bolezni, ampak ko so bili odkriti kanabinoidni receptorji, se je ugotovilo, da so to receptorji, ki jih je pravzaprav največ v človeškem telesu. In to je pojasnilo za to, zakaj vpliva na toliko bolezni. Zaradi tega, ker so kanabinoidni receptorji eni najpomembnejših receptorjev v našem telesu. Riccardo Di Marzo, Italijan, je pojasnil delovanje endokanabinidov s 5 besedami. Sproščanje, hranjenje, spanje, pozabljanje in zaščita. To je vse, na kar lahko vplivajo endokanabinoidi in čemer je smisel endokanabinoidnega sistema. Profesor Mešula, moram ga tolikokrat omeniti, ker je pač moj šef, ampak rekel je, da karkoli že stori in doseže THC, lahko naredi tudi anandamid. Ampak verjetno gre prav za obratno. To, kar počne anandamid v telesu, lahko stori tudi THC. Kajti anandamid je tista pomembna spojina v telesu, ki je v telesu že prisotna. Kaj je tako nenavadnega? No, kar 22 let je že, odkar smo izolirali anandamid, pa se v človeški zdravili še ne uporablja. Če si pogledamo nazaj, ko se je odkril inzulin, ko so odkrili in izolirali inzulin, že leto zatem je bil zelo uspešno zdravilo. Potem so odkrili kortizon, kakšnih 10 let kasneje, se mi zdi, ali 13 let kasneje, in leto zatem je že bil uspešno zdravilo. Mi smo anandamid analizirali pred 22 leti, pa se še ne uporablja. Zakaj ne? Kajti danes to ni tako preprosto. Prvič lahko to storijo zgolj neke bogate znanstvene družbe, ne univerza, kaj tudi, če ima univerza dovolj denarja in jo podjetja povozijo. In kriteriji so tako visoki, da tukaj raziskave niso kratkoročne. Tako da, nažalost, nihče ne ve, veliko je prostovoljcev, marsikdo je želel poskusiti svojo srečo z anandamidom, vendar pa jim seveda anandamida nismo mogli kar tako dati. Tako da doslej ne vemo, kako vse skupaj deluje in isto velja tudi za 2AG. Nacionalni inštitut za zdravje in inštitut za zlorabo alkohola in alkoholizem ima pri sebi čudovite znanstvenike, ki raziskujejo konopljo. Direktor inštituta je George Kunoš in še čudoviti znanstvenik Paul Pacher. Nedavno sta objavila dokument oziroma članek in pravita, da v prihodnje je terapevtski potencial konoplje možen pri skoraj da vseh boleznih, ki tarajo človeštvo. Seveda, zaradi pravnih težav se vse preverja in vitro in na živalih, ampak v bližnji prihodnosti predvidevam, da bo to zdravilo zelo pomembno in lahko ste kar prepričani, da tako kot so danes vsi proti konoplji in kot jo sovražijo, vam bodo vsi jutri govorili, da vsi smo vam govorili, kako dobro zdravilo je konoplja. Konoplja seveda ni nedolžno zdravilo, nedolžna rastlina. Treba je povedati tudi nekaj negativnih plati, ki so tudi že bile omenjene danes. Jaz pravim vsakič, da ne zdravi vsakič, ne vsakogar, ne vsake bolezni in ne v vsaki stopni bolezni. Zelo pomembno je to vedeti, kajti tudi od drugih zakonitih zdravil veste, da je včasih pač odvisno od tega, kako se počutite, tisti hip. Včasih boste kakšno zdravljenje hitro absolvirali, boste hitro premagali bolezen, včasih pa bo trajalo nekaj časa.
In treba je vedeti, da smo genetsko pač zelo različni. In če bo kdo sedaj stopil v to dvorano z gripo, bomo verjetno zboleli vsi. Ampak nekdo se bo pobral že jutri, nekdo po kakšnem tednu dni, tretji spet pa bo morda bolan še 4 ali 5 tedne. Enako velja za konopljo. Je čudovito zdravilo, vendar pa je odvisno od bolnika. In seveda je odvisno tudi od tega, katera vrsta se uporabi. Kajti do danes še ne vemo, katere vrste so primerne za posamezno bolezen. Začenjamo razumevati, vendar pa ta raven razumevanja še ni na taki ravni, kot bi si želeli in kot bi bilo potrebno. Prav tako pomembno je vedeti, da pri otrocih raba konoplje povzroča določene težave. Kakšne? Vsakič, ko govorimo o zdravljenju otrok z konopljo, bodo starši in zdravniki imeli hudo dilemo, ali dati konopljo otroku ali ne, kajti do 21. leta približno se razvija sivina naših možganov. In dokler se ta razvoj ne zaključi, obstaja potencialna nevarnost, da bi konoplja lahko negativno vplivala na osebo. Tako da obstaja potencialna nevarnost po tej strani, ampak po drugi strani pa ta nevarnost ni hujša, kot je nevarnost legalnega zdravila, ki se danes že uporablja brez težav. Lahko vam povem, da se je THC uporabljal pri otrocih, ki so zboleli za rakom. Seveda, ko zdravnik ni mogel več pomagati in ko ni bilo več zdravila, potem takrat ne gre za takšen etični problem, kajti ko veste, da vam nič drugega ne pomaga, potem boste posegli tudi po tem. Ampak izgubil sem misel, se opravičujem. Torej, pri otrocih je to pravzaprav zelo majhno tveganje. Lahko vam povem, da se je THC uporabljal za otroke zbolele z rakom za več 100 otrok in pri skorajda vseh je bilo zdravljenje uspešno. 99% je bilo uspešnih, pa ni povzročilo nobenih težav pri otrocih. Če zdravljenje ni bilo uspešno, pač ni bilo uspešno, vendar pa tudi ni škodovalo. Torej tudi obstaja določena nevarnost, ki je zelo, zelo majhna, vendar jo je treba omeniti, če želimo se iti fair play. Kannabidiol je antipsihotsko zdravilo, kot so ugotovili pri Južnoafričanih. Tukaj so nam pomagali oziroma so pomagali prostovoljci in vidite, da so jim lahko dali samo THC. Takrat vidite, kaj se je zgodilo z prostovoljci, torej se je nepovezano mišljenje dvignilo za 50%, če pa je bilo razmerje drugačno, težav ni bilo. Tudi motnje v percepciji. Skoraj da 70% je bilo primerov, če je bil vzorec samo tak, da je vključeval THC, če pa je vseboval tudi CBD, pa ne. To enako velja za depersonalizacijo in odpor do komunikacije, tudi do 70% pri zdravih prostovoljcih, ko pa so dodali še kannabidiol, pa ni bilo nobenega problema. Tako lahko vidite, kako pomembno je, da je v medicinski konoplji kannabidiol. Seveda pa doslej še nismo imeli dovolj znanja za vse to, kajti ves čas govorimo zgolj o THC in o CBD. V Izraelu so pred nekaj leti želeli vedeti samo, kakšen je odstotek THC. Jaz sem ji povedal, poglejte, tudi CBD moramo poznati. Ne, to nas ne zanima. Danes je CBD že skoraj da pomembnejši od THC. Vsak hoče vedeti, kakšen je odstotek CBD-ja v rastlini, vsak si želi zdravljenja s čistim CBD, kar seveda ni idealno, kajti če izolirate CBD iz rastline,
pa ni 100% čist, je še vseeno boljši kot 100% čisti CBD. To je že znano. Obstajajo še druge spojine, govorimo o dveh pomembnih spojinah izmed 141. Seveda sta CBD in THC, ampak obstajajo še druge zelo pomembne. Zakaj se pa ne omenjajo toliko? Verjetno se bo veliko v prihodnje govorilo o terpenih. In veliko jih je v konoplji, še zlasti so prisotni v konoplji. Monoterpeni so alfa-pinen in mircen. Teh je običajno največ izmed monoterpen. Med seskviterpeni pa je treba omeniti transbeta-kariopilen. Zakaj? Kajti ta se veže selektivno na receptorje CB2. To pomeni, da je to zelo pomembna spojina za zdravljenje, vendar zato danes še ni komu veliko mar. Potem pa spet pomembna skupina spojin so flavonoidi, kajti to so antioksidanti. Tako kot terpeni in tudi nekateri flavonoidi so spojine, ki delujejo proti raku. Torej lahko prispevajo k zdravljenju in morajo biti določene sinergije s kanabinoidi in drugimi spojinami. Torej vse te stvari je treba preučiti z več vidikov, ne le da se omenjajo ves čas le kanabinoidi. Tukaj vidite osnovni skelet flavonoidov, ampak zadosti o tem. Naj vam povem, kakšna je situacija danes v Izraelu. Pa vrnem se še k terpenom za trenutek. Lahko najdete vrste, kjer bo imele velike količine monoterpenov, pa vrste, kjer bo velike količine seskviterpenov. Potem pa boste našli še vrste, kjer je razmerje 50-50, tako kot podobno pri kanabinoidih. Vse to seveda vpliva na zdravljenje. Torej, kako so stvari danes v Izraelu? Mislim, da je to trenutno najboljši sistem uporabe konoplje po svetu. Imamo 8 pridelovalcev in ti dajo bolnikom, torej, danes imamo 22,000 pacientov ali pa 22,000 dovoljenj, boljše rečeno, kajti nekateri pacienti so umrli, pogosto so dobili ali pa dobijo dovoljenje šele v terminalni fazi, kar je prepozno. Torej 22,000 dovoljenj, 15,000 bolnikov pa čaka na dovoljenje. In potem imamo tukaj še specialiste zdravnike, ki pošljajo ta zaprosila na Ministrstvo za zdravje in na Ministrstvo za zdravje se odločijo, ali bodo dovoljenje dali dotičnemu pacientu ali ne. Izberejo, potem pa povežejo paciente s pridelovalci, slednji usposobijo paciente pri rabi teh zdravil, kajti ko govorimo o konoplji, kot sem že rekel, imamo razvoj možganov, ki poteka do 21. leta, torej obstaja potencialna nevarnost, ampak po tej starosti, če ste mentalno zdravi, uporaba konoplje za vas ne predstavlja nobene nevarnosti. Ne predstavlja nevarnosti za nikogar. Edina nevarnost bi bila predoziranje. To ni nevarno, vendar pa je lahko zelo neprijetno. Zelo neprijetno. Torej, paciente je treba usposobiti, kaj ti dajo jim dozo za mesec dni. Nekateri pacienti bojo mislili, da bodo hitreje porabili več tablet in bodo zato hitreje zdravi, zato je treba pač ustrezno usposobiti. Drugi spet se bojijo predoziranja in rečejo, zato to ni zame. Torej, 98% pacientov je uspešnih pri zdravljenju, kakšnih 10% pa zapusti oziroma opusti zdravljenje s konopljo, ker jim bodisi ne koristi ali pa ker se ne počutijo dobro, morda zaradi predoziranja.
Ampak kaj je dobro pri tem sistemu? Če zdravilo bolniku ne pomaga, se lahko vrne k pridelovalcu in ta potem prilagodi vrsto in najde tisto vrsto, ki bo pomagala temu bolniku. Kajti, če imate dve vrsti, pa ena bolniku pomaga, druga pa ne, in imate enako količino oziroma enako razmerje med THC in CBD, lahko razumete, da to ne velja zgolj za kanabinoide, temveč iz tega lahko vidite, da so tudi druge spojine iz konoplje pomembne. To so torej bolezni, za katere se konoplja sme uporabljati v Izraelu, to bom preskočil. Skratka, sistem je centralen, centralistično organiziran, pridelovalci torej to pošljajo na osrednje mesto, potem pa se od tam razpošilja v lekarne. Pravzaprav bi bil ta sistem slabši, kajti nihče ne bo usposobil teh uporabnikov in potem bodo pacienti pravzaprav razvrščeni zgolj v 3 skupine: močne, srednje in lahke z vidika količine CBD. Torej, zdravilo bo bodisi pomagalo ali pa ne. Nihče pa vam ne bo prilagodil zdravila in morda prešel na drugo vrsto. Skratka, tukaj to zame pomeni, da bo storjen korak nazaj, vendar predvidevam, da se bo sistem v prihodnje še spreminjal, tako da bodo zdravilo lahko dobili tudi od družinskih zdravnikov, vsaj do 30 gramov na mesec, da bodo torej toliko zdravila lahko dobili od osnovnega družinskega zdravnika. Še nekaj besed o procesu legalizacije konoplje na Češkem. Na Češkem je bilo vse legalno celo leta 1961. Ves čas smo pripravljali pripravke za lekarne. Od 50. do leta 1999 se je konoplja uporabljala kot zdravilo. Ko sem odšel, se je vse to končalo, kajti situacija se je spremenila, stvari so se zapletle in seveda konoplja je bila potem prepovedana in kdor jo je uporabljal za zdravljenje, je bil sankcioniran, bodisi kot trgovec ali kot narkoman. In bili so tudi primeri, ki jih poznam iz časopisa, naprimer, gospa je uporabila kremo iz konoplje, pa so jo policisti potem obravnavali, kot da bi bila najhujša zločinka. Tako da je na koncu storila samomor. To vsekakor ni dobro. Torej, na Češkem smo vložili veliko prizadevanj v legalizacijo konoplje. Sam sem se za to zavzemal kar 7 let. Imel sem veliko predavanj, veliko nastopov na televiziji, na radiju, v časopisih sem se pojavljal. 2-krat sem se tudi udeležil seminarja v parlamentu, pa je trajalo 7 let, da je bila konoplja legalizirana. Pred 4 leti in 2 leti po legalizaciji je sedaj pa še vedno niti en pacient ni dobil niti miligrama. Stvar je bila zakonita, vendar pa konoplje preprosto ni bilo. Končno zdaj smo jo pripeljali z Nizozemske in lahko vam povem, na Češkem imate 4000 gramov. Na Češkem stane 9 do 11 tisoč kron, medtem ko na Nizozemskem veliko manj. Torej, če ima nekdo pokojnino 9000 kron, kako si potem lahko sploh kupi 30 gramov konoplje, ki prav tako stane 9000 kron, toliko kot njegova celotna pokojnina. Torej, zdaj si prizadevamo, da bi bilo to zdravilo bodisi zelo poceni ali pa brezplačno. Kajti v Izraelu ni važno, koliko rabiš, 20 do 100 gramov na mesec, boš vseeno plačal 360 šekelov, kar je 10% nizke pokojnine. Skratka, to je nekaj, kar si lahko privošči vsak in ni nobenih težav. Vendar pa si želijo tudi, da bi bilo zdravilo brezplačno za pacientov. Tako da na Češkem, če se bo zgodilo, bodo morda že gojena
rastlina in slišal sem, da naj bi gram stal 62 kron. Sestal sem se s tem pridelovalcem, zelo bogat je in rekel je, da to počne samo zato, da bi pomagal, da ne rabi denarja, star je toliko kot jaz, tako da razumem, da ne rabi več biti bogat. Raje si želi, da bi stvari pospravil in odvrgal, ne pa nabiral. Torej, izračunal je, kakšen je strošek za pridelavo in je prišel do 62 kron na gram, pravi, da to je pač minimum, ampak na tej podlagi lahko potem Ministrstvo za zdravje odloči, da bo zdravilo brezplačno. Ampak vsekakor je stvar trajala, 2 leti zdaj pacienti niso imeli dostopa do konoplje, danes pa še vedno pacienti gojijo konopljo nezakonito, vendar pa to ni več taka težava, če policisti vidijo, da gre za paciente, potem ne povzročajo takšnih težav, vse skupaj tiho tolerirajo, kajti medicinska konoplja je legalna, vendar je ni na trgu, je pač ni mogoče kupiti. Skratka, ljudje so se pač znašli z nezakonito oziroma pač z lastno proizvodnjo in zakaj ne. Torej, pomembno je, da mora zakon tolerirati tiste ljudi, ki gojijo konopljo z dobrim namenom. Če potrebujejo zdravljenje, zakaj jih kaznovati? Kaznovati bi bilo treba izvoznike, uvoznike, trgovce z drogami, kajti ko ni mogoče imeti konoplje za medicinske namene, je pacient pripravljen dati neverjetne vsote denarja. Zato nisem mogel verjeti, kaj plačujejo določeni pacienti za eno dozo na Češkem. 250 tisoč kron, pa so kupili mačka v žaklju. Ne vedo, za katero vrsto gre, ne vedo, ali vsebuje aktivno sestavino, pa jim potem morda na koncu niti ne pomaga. V tem je težava. Torej, da lahko nekdo zlorabi te paciente, zato je izjemno pomembno, da to preprečimo, da se prepreči zloraba bolnikov. Torej, zdravilo mora biti bolnikom dostopno ali pa mora jim biti dovoljeno, da sami pridelajo. Ampak v tem primeru stvar vsekakor ni idealna. Če bo pacient to pridelal, on tega ne bo poslal na analizo. Tako da znova ne bo vedel nič o tem, kakšna je sestava, kakšne so spojine, morda je njegova pridelava popolna, pa je pač pridelal tisto vrsto, ki bi bila popolna za nekoga drugega, ne pa zanj. Lahko vam povem, da 99% pacientov ne zna pridelati konoplje. Niti ne želijo, pa niti ne znajo pridelati konoplje, ker nimajo te možnosti. Pa so bolni. Želijo si le enega, namreč jim dobiti zdravilo. Kar zadeva vpliv raziskav. Our knowledge and how it looks today. So research started about 1840. Raziskave so se začele 1840, potem do 1897, 10 publikacij na leto je bilo povprečje. V obdobju od 1898 do 1963 pa se je THC raziskoval, ampak še vedno ni bilo več kot 100 publikacij na leto. Po tem, ko so odkrili THC, od 1964 do 1991, preden smo odkrili andamid, je bilo največ 600 publikacij oziroma objav. Potem pa, ko smo odkrili andamid, lahko vidite, kako je krivulja rasla. Skoraj da 5000 objav letno. Potem, kar zadeva objave na temo anandamida, samo anandamid, skoraj da 500 vsako leto, ko so začeli preučevati andamid. Sedaj je ta številka nekje 300 objav na temo anandamida vsako leto. Potem, kar zadeva objave na temo endokanabinoidov, vsako leto približno 800 objav, tako da to so zelo visoke številke. Vidite, da je to zelo pomembno, da so raziskave res pomembne. To so samo citati, povezava
anandamid od leta 1992. Nekdo je nekaj citiral od 100 do 300 vsako leto. Če pa poznate, koliko objav je objavljeno samo na temo konoplje, če potem preiščete Web of Science, vstavite konoplje, endokannabinoide, 115 do 864 je ta številka. To sem preverjal avgusta, obdobje do avgusta 2015. Torej, katera rastlina je takšna, da lahko konkurira konoplji? Nobena. To zelo dobro kaže, kako pomembna je konoplja in mislim, da je pred konopljo izjemno svetla prihodnost. Kajti govorimo o genomih, to je prihodnost zdravil. Za vsakega pacienta bomo morali zdravilo prilagoditi, tako da bomo vedeli, kaj so dejanske potrebe. Isto bo veljalo tudi za konopljo, ker konoplja ni zdravilo, ampak gre za veliko število različnih vrst, različnih sort, kemičnih spojin, razmerij in tako dalje. To so različna zdravila. In ravno zato moramo tukaj poiskati tisto zdravilo, ki je popolnoma prilagojeno določenemu bolniku, kar pa je vse prej kot enostavno. Zato se mi zdi, da mora biti znanost zelo aktivna in dobiti moramo čim več koristnega znanja. To, kar sem danes predstavil, smo preučevali približno 10 let, po 10 letih pa mislim, da bomo prišli do izjemno dobrih rezultatov. Hvala za pozornost. So, thank you very much.